Ivanki Šušteršič državna nagrada za prostovoljstvo, čaša opojnosti za dan državnosti, pohod po Aleji Slovenija na Bonovcu, šolsko športno igrišče za vse, Kresna noč ima svojo moč, likovniki upodobili Župančičevo delo, Medvode leteči cilj. Dober večer in lepo pozdravljeni. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je včeraj v predsedniški palači pripravil sprejem o podelitvi državne nagrade in 5 priznanj za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja za leto 2018. Gre za najvišja državna priznanja, ki jih posameznikom oziroma prostovoljskim organizacijam vsako leto podeli Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. Letošnja dobitnica nagrade je naša občanka Ivanka Šušteršič. Predsednik odbora Primož Jamšek je ob tej priložnosti dejal: glede na to, da je v Sloveniji najmanj 300 000 prostovoljcev, je izbrati le enega oziroma le eno zelo težko. Enkrat na leto torej Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, ki deluje od leta 2011. Izmed predlogov letos so, kot pravi predsednik odbora Primož Jamšek, dobili 16 kvalitetnih predlogov, izberejo peščico tistih, ki vendarle izstopajo izmed vsaj 300 000 ljudi v Sloveniji, ki opravlja prostovoljsko delo. Svoj prosti čas namenjajo drugim, skupnim oziroma nekim višjim ciljem, in za svoje delo ne pričakujejo plačila in niti hvala. Zato je prav, da se jim zahvalimo ne tu pa tam, ampak vsak dan in da izjemne zgodbe prostovoljstva povemo na glas. Državno priznanje je prejel Nace Brajchtenberger, ki svoje prostovoljsko delo opravlja na področju vzgoje in izobraževanja ter socialne dejavnosti. Njegovo delovanje je zaznamovalo predvsem sodelovanje v Zvezi prijateljev mladine. Društvo upokojencev Ajdovščina, ki se je izkazalo na področju socialne dejavnosti, med drugim z uspešnim izvajanjem in nadgrajevanjem programa Starejši za starejše. Petra Matos za prostovoljsko delo na področju varstva okolja in ohranjanja narave ter socialne dejavnosti. Slovenski javnosti je znana predvsem kot vodja projekta Očistimo Slovenijo. Sandra Svetina za prostovoljsko delo na področju vzgoje in izobraževanja ter zdravja. Med drugim je pripravila priročnik z naslovom Prva pomoč za najmlajše, ki ga uporablja več kot 160 šol in vrtcev po Sloveniji. V njenem imenu je priznanje prevzela Nina Zalaznik. In še Janez Meglič, častni občan Žalca, ki je priznanje prejel za svoja prizadevanja na področju socialne dejavnosti, predvsem kot predsednik medobčinskega društva invalidov Žalec. Najvišje priznanje, nagrado za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja pa je prejela naša občanka, sinonim za karitativno dejavnost Ivanka Šušteršič, ki se je v imenu letošnjih nagrajencev tudi zahvalila, tako predlagateljem. V njenem primeru je bila to Slovenska Karitas s podporo Centra za socialno delo, Centra za starejše Medvode in medvoškega župana Nejca Smoleta. Rada bi se zahvalila predvsem vsem, ki ste se spomnili vseh nas in nas v kupici tistih, ki delajo dobro, izbrali in izpostavili na piedestal. Zahvalila se je predsedniku države, odboru, ki jih je izbral, celotni ekipi in sodelavcem v prostovoljstvu, brez katerih do teh priznanj ne bi prišli. Včasih sem bila tudi težka. Zahvalila se je vsem domačim, ima 4 otroke in 11 vnukov, in možu Jožetu, ki ga je oktobra lansko leto zaradi infarkta skorajda izgubila. In zahvalila se je tudi tistim, ki so pripravljeni pomoč prostovoljcev sprejeti. Mislim, da bi se morali zahvaliti, to pa vedno pozabljamo, vsem tistim, ki nam zaupajo stiske. Ker ti zelo težko je prestopiti prag neke dobrodelne organizacije in poiskati pomoč. Vsem nagrajencem pa se je zahvalil tudi predsednik Borut Pahor in dodal, da so priznanja bolj kot za nagrajence same pomembne za družbo in državo, zato da spodbudijo vse ljudi plemenitega srca, da to srce še širše odprejo in razmislijo, kako lahko tudi sami pomagajo. In s tem dajo občutek, da smo dobra, povezana skupnost, ki lahko skupaj premaga vse probleme, ne bodo še tako osebni, celo intimni ali pa kolektivni.
Predsednik odbora Primož Jamšek prizna, da je glede na to, da je v Sloveniji najmanj 300.000 prostovoljcev, izbrati le enega oziroma eno, ki prejme nagrado, v tokratnem primeru Ivanko Šušteršič, zelo težko. Zato so kriteriji zelo zahtevni. Pričakuje se, da prejemnik državne nagrade opravlja prostovoljsko delo kontinuirano najmanj 20 let. Poleg tega pa tudi, kakšni dosežki so bili in kako je dejansko ta oseba, ki prejme državno nagrado, tudi spodbudila druge ljudi k prostovoljstvu, kako je in kakšen pečat je pustila na področju prostovoljstva v Republiki Sloveniji. Ivanka Šušteršič na vprašanje, koliko prostovoljnih ur beleži, odgovarja takole. To je nemogoče prešteti, ker tako tudi ob nominaciji, ko je bilo rečeno, so nekaj seštevali, odštevali, pa so prišli do take številke, da več človek ne bi vedel. Je pa tako, od začetka je to bilo kar 12 ur na dan, pa so se pa te stvari manjšale. Je pa tako, kakor je. Ivanka Šušteršič je pot v prostovoljstvo dejansko začela pred skoraj 30 leti, ko je, sicer pravnica po poklicu, izpolnila pogoje za upokojitev in je iskala nove obveznosti. Menda jo je spreletelo, da do takrat še ni naredila nič posebno dobrega za sočloveka. Udeležila se je semestra študija dobrodelnosti in odpotovala na 3-tedensko izobraževanje v Francijo. Med drugim je bila tudi ustanovna članica slovenskega društva UNICEF. Njena želja pomagati drugim se je v teh letih realizirala na različne načine. Najprej kot pomoč beguncem, nato kot pomoč ljudem v stiski, socialno šibkim in starejšim. Ne le v župnijski Karitas Preska, ki jo vodi že od leta 1991, tudi v škofijski Karitas Ljubljana in slovenski Karitas. Kot so zapisali v tokratni obrazložitvi, je pionirka na področju pravnega svetovanja ljudem v stiski. Njeni vrlini pa, da sta osebni stik in poslušanje. Ja, Ivanka je človek srca. Gotovo jo zaznamujejo njene korenine, ko je odraščala v Srbiji. In to čutenje do različnih ljudi nosi kot eno popotnico iz otroštva in zelo dobro je to znala vnovčiti, kjerkoli se je pojavila. Bodi si na slovenski Karitas ali na župnijski Karitas ali v sami krajevni skupnosti, občini. Druga stvar, Ivanka zna do človeka pristopiti. In tudi mu naliti čistega vina. To vsi ne znamo. Je direktna, pa vendar dobronamerna. In to je njena kvaliteta, ki sem tudi meni, kot šefu njenemu, je rekla, Imre, tako in tako. In se zamislil, ker je dobronamerna bila zmeraj. In takih prostovoljcev, ki obe dimenziji zastopajo, ena je tista široko dobrodelnost, in druga je pa postavljanje meja in pravzaprav to je danes učna ura za vse prostovoljstvo in za vse druge službe, da ko dajemo, tudi meje postavimo, ker sicer človeka ne naučimo hoditi. To ni prvo priznanje. Vemo, da jih imate kar nekaj v tem nizu. Vprašala, katero vam največ pomeni, je to slednje? Ko bi rekla, verjetno, da je najvišje in da je pač zajeto vse, kar je možno. So pa kakšna manjša intimna priznanja mogoče bolj pri srcu. Prej ste rekli v tem nagovoru, da znate biti tudi kdaj težki. Težki, to je bil pravi izraz. Kaj ste mogoče mislili s tem? Ja, s tem sem mislila, da določene projekte, določene stvari, ki so šle drugače, kot se mi je zdelo, da sem odkrito povedala, da nisem imela nikdar dlake na jeziku. To je tisto. Ker je recimo, ko jaz pridem na slovensko Karitas, ena od sodelavk pravi, zdaj je prišel pravni red. Že večkrat smo povzeli tudi njene besede, da so Slovenci, s tem pa misli tudi na Medvoščane, darežljivi ljudje.
če vedo, komu bo pomoč namenjena. Večkrat sicer ponovi tudi, da dobrodelne ustanove živijo od obljub bogatih in darov revnih. Pred 27 leti je na naši televiziji začela sedaj že tradicionalno oddajo Klic dobrote v tednu Karitas, v kateri vsako leto zbiramo sredstva za ljudi v materialni stiski. In ja, je tista, ki je leta 2011 javno zavrnila plaketo v občini Medvode. Predlagana je bila namreč za častno občanko in sicer strani 6 organizacij, kar pomeni najmanj 1000 ljudi. Zato se ji ni zdelo pošteno do njih, da vzame nižje priznanje, kot ji ga je namenila komisija. Vam je bilo kdaj žal, da ste zavrnili plaketo v občini Medvode? Nikoli. Še danes se mi zdi edino pravilno, ne? Da ne kritiziram naprej, ampak delo te komisije je prešljivo. Torej, če vas bodo še kdaj prosili za kakšen podpis za občanko, častno občanko občine Medvode, boste dali ta podpis? Odvisen, kdo bo predlagatelj. Letošnja osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti je pod okriljem javnega zavoda Sotočje potekala v Sori. Slovesnost je pod naslovom Čaša opojnosti povezala delo Otona Župančiča z dediščino naše preteklosti in izzivi prihodnosti. Nastopali so violinistka Anja Bukovec s pianistom Igorjem Vičentičem, člani KUD-a Sora v sodelovanju s KUD-om Fofite. Slavnostni govornik pa je bil predsednik Sveta krajevne skupnosti Sora in član Sveta občine Medvode Mirko Javršek. V svojem govoru je izpostavil predvsem pozitivne vidike države in nakazal nekaj smernic, da se bo razvila v takšno domovino, o kateri so sanjali naši dedki in babice. Osrednja občinska prireditev je bila poimenovana po pesniški zbirki Čaša opojnosti, ki letos obeležuje 120. obletnico nastanka velikega pesnika Otona Župančiča, po katerem je poimenovano Sorško kulturno društvo, ki je staro ravno toliko, kot je minilo let od Župančičeve smrti. Bogato kulturno izročilo in povezanost med krajani jim daje edinstven pečat in tudi tokrat so se sekcije združile v počastitev dneva državnosti. 25. juni 1991 se je v zgodovino naše države zapisal z zlatimi črkami. To je bil dan, ko smo s sprejemom 2 temeljnih aktov, deklaracijo o samostojnosti in neodvisnosti in temeljne ustavne listine, potrdili plebiscitarno odločitev sprejeto pol leta prej, da želimo živeti v lastni državi, samostojni in neodvisni. Država je tako kot družina. Verjetno v vsaki naši družini ni vse v najboljšem redu, ampak to je edino to, kar imamo, a ne? In moramo biti na njo ponosni. Ves čas o njej moramo razmišljati in pravzaprav se truditi, da vsak dan postajamo boljši. Danes tisočletne sanje naših dedov bledijo v izgubljenih priložnostih, kot se je izrazil Mirko Javršek. V samem začetku smo si pot zastavili ambiciozno, si zastavili cilje, da postanemo polnopravna članica Evropske unije, da se pridružimo NATO in da dobimo valuto, ki ne bo podvržena hiperinflaciji. In ko smo te 3 cilje dosegli, so si politiki oddahnili in izgubili ambicioznost, orientiranost na nove, konkretne cilje. Mislim, da predvsem zdaj govorim na državnem nivoju, so se politike lotili ljudje, ki dejansko niso vešči te obrti. Ker politika je v bistvu vrhunska obrt in to ne gre tako, da si danes nekaj, poj čez drug dan nekaj drugega, da menja stranke, ampak v bistvu pomeni to znanje predvsem, veščine, strokovnost in predvsem vizija. In mislim, da v zadnjem času nam je to malo umanjkalo. Želi si, da bi spet stopili skupaj, saj je 28 let v življenju človeka tisto obdobje, ko je še dovolj časa, da si postavi temelje in je zato mnenja, da nismo še ničesar zamudili. Mogoče smo dejansko tisto prednost, ki smo jo imeli pred sosedi, v resnici že zapravili. To nas tepe, pa predvsem nas to boli, da toliko mladih, tako kot sem rekel, od leta 2008, 20 000 mladih je odšlo iz naše domovine. To vprašanje, če se bodo še kdaj vrnili, nimamo pravega odgovora za to.
A po drugi strani je tu starejša generacija, ki jo bo vedno več in potrebno bo postati inovativen, poiskati nove neinstitucionalne oblike skrbi za starostnike. Te stvari, ki prihajajo, se mi zdi, da so tako prelomne, mnogi govorijo in imajo prav. V današnji generaciji se pravzaprav prvič dogaja v celi zgodovini, da se starejši učijo od mladih. To se še nikoli ni dogajalo. Zdaj se svet tako hitro razvija, da pravzaprav to, kar danes učijo univerze, je že prestaro. Kaj šele srednje šole, osnovne šole so čisto zadaj. Mi dejansko moramo pospešiti ta pretok. In v bistvu mlada generacija je tista, ki je učljiva, ki je inovativna, ki ima nove, sveže ideje. Zdi se mu, da je del tega že zaznati na nivoju naše občine in poudarja, da je nosilec zanj najpomembnejši odbor za razvoj, ki snuje politiko in vizijo dolgožive družbe. Ja, jaz mislim, da občina Medvode je primer v resnici dobre prakse. Naš župan ima vizijo in ideje in dejansko smo lahko veseli, da se je tudi v tem drugem mandatu opogumil in sprejel ta veliki izziv. Treba nadaljevati s tem tempom, se truditi in biti inovativen. Ne se ustrašiti izzivov. Nič ni narobe, če pravzaprav vsi ne mislimo enako. Tam, kjer vsi enako mislijo, nihče nič ne misli. Potrkal je tudi na zavest občanov, da se moramo poslušati, spoštovati in iskati najboljše rešitve za skupnost, saj sobivamo skupaj. Predvsem se mi zdi pomembno, da tudi ne smemo delati na silo. Če je nekje soglasje, ne gremo v lastnine, enostavno se tisti del ne naredi. In potem ljudje sami vidijo, da pravzaprav nihče od nas ne bo nič odnesel s seboj. Kot so rekli stari ljudje, zadnja suknja nima žepa. To se pravi, vse, kar človek ima, pravzaprav mora dati skupnosti. S seboj ne bomo nič odnesli. V slavnostnem nagovoru je še izpostavil, da moramo vendarle biti iskreni, kje smo bili in kje smo sedaj. Bruto domači proizvod na prebivalca se je od leta 1991 do danes početveril. Smo tudi 16. država po razvitosti znotraj Evropske 28-terice, kar smatra za velik uspeh. Se bo pa potrebno čim prej resno lotiti zdravstvene in pokojninske reforme ter reforme trga dela in bolj resno vzeti dejstvo, da je od leta 2008 državo zapustilo kar 20 000 mladih, visoko izobraženih ljudi, ki se po vsej verjetnosti ne bodo nikdar več vrnili. Meni, da nam manjka vizije, strategije in predvsem merljivih ciljev in vzroke vidi v tem, da morebiti niso pravi ljudje na pravem mestu in mogoče ne delamo pravih stvari ob pravem času na pravi način. A ni pesimist. Ob letošnjem rekordnem proračunu občine Medvode dokazuje, da se s pravimi cilji in sodelovanjem da narediti veliko in zato vidi prihodnost jasno in svetlo, tako na lokalnem kot državnem nivoju in želi si, da bi pozitiven pogled ter jasna vizija postala del vsakega izmed nas. Tako kot je Sveti Jakob sinonim za medvoško praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, je bil nekdaj prvih 10 let po osamosvojitvi Bonovec sinonim za medvoško praznovanje dneva državnosti. Po nekajletnem premoru, ko se je druženje ob osamosvojitveni lipi odvijalo predvsem v prijateljskem krogu, so za množično praznovanje s pohodom skozi Alejo Slovenija zadnje leta poskrbeli v župniji Preska. Tudi letos, tako s pohodom kot z mašo za domovino. Zbrane je po aleji vodil direktor Slovenskega šolskega muzeja Stanko Okoliš. Njegov namen pa, skozi zgodovino in okrogle obletnice, opisati pot osamosvajanja slovenskega naroda. Udeleženci so se ponovno zbrali pri spominskem obeležju Triglava na začetku Bonovca, pot pa se potem nadaljuje po aleji Slovenija, ki jo predstavlja 12 lip. Posadili so jih leta 2012, vsako točno 12 metrov narazen. Zbrane, dobre pol stotinje jih je bilo, je najprej nagovoril Janez Šušteršič in potem predal besedo Stanku Okolišu. Slednji je bil tokrat predstavljen kot direktor Slovenskega šolskega muzeja. Njegov namen pa, skozi zgodovino in okrogle obletnice opisati pot osamosvajanja slovenskega naroda, da je prav zgodovinski spomin pomembnejši sestavni del naše zavesti, našega hotenja in želje po obstoju ter našega nacionalnega ponosa. S spominjanjem izkazujemo spoštovanje do naših prednikov in njihovega dela pri razvoju slovenske
kulturne in politične identitete ter pri uresničevanju slovenske nacionalne in državne suverenosti. Letos mineva 200 let od smrti narodnega buditelja Valentina Vodnika, ki je med drugim svoje duhovniške obveznosti opravljal tudi v Sori. Narodu je odpiral obzorja, krepil njegovo kulturno in jezikovno samozavest in njegov socialni čut. Okoliš je citiral Vodnikovo mišljenje o največji nesreči, ki lahko prizadene slovenski narod. To je lenoba. Vodnikove so besede: lenega čaka strgan rokav, palca beraška in prazen bokal. Kot glasnik pozitivnih vrednot človeškega delovanja je rojake nagovarjal k poštenosti in delavnosti ter pametnemu življenju, ki prinaša zadovoljstvo, blaginjo, napredek in srečo tako posamezniku kot narodu v celoti. Okoliš je izpostavil tudi 150 let od največjega slovenskega tabora v Vižmarjih, kjer je 30 000 ljudi še enkrat več obudilo idejo zedinjene Slovenije iz revolucionarnega leta 1848. Ki je enotno poleg zedinjene Slovenije zahtevalo jezikovne in nacionalne pravice, slovenski jezik v šole in urade, ustanovitev Slovenske univerze ter druge zahteve po socialnem in gospodarskem napredku. Okoliš je ob tej priložnosti očrtal tudi pomen obeh majniških deklaracij, tako tiste iz leta 1917, ki je bila prebrana v Dunajskem državnem zboru, s katero so poslanci Jugoslovanskega kluba zahtevali združitev južnih Slovanov v avtonomno enoto, in še posebej tiste iz leta 1989, ki je bila prebrana na množičnih protestih na Kongresnem trgu v Ljubljani, s katero je, tako Okoliš, po pol stoletja politične nesvobode in ideološkega zatiranja vzkliknila politična pomlad, ki je prihodnost slovenskega naroda povezala z ustanovitvijo suverene slovenske države. Zaslugo zanjo je Okoliš, ki je član Nove Slovenije, pripisal Združeni demokratični koaliciji Demosu. Je takrat jasno izrazila skupno narodovo voljo, da Slovenci hočemo, glede na dogodke v tedanji Jugoslaviji, živeti v suvereni državi slovenskega naroda, da bomo kot suverena država samostojno odločali o povezavah z drugimi narodi in da je slovenska država lahko utemeljena le na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin. Okoliš je zaključil z razmislekom o tem, kako se Slovenci soočamo z očitki, da smo narod brez zgodovine, da pa je zgodovina v ožjem pomenu tudi tisto, kar nam ostane v javnem spominu, ki ga tudi sami sooblikujemo, česar se, tako Okoliš, premalo zavedamo. Po drugi strani pa bi nas moralo bolj zadevati, kaj se danes poučuje v šoli, kaj se piše in govori v medijih in povsod tam, kjer se oblikuje javno mnenje. Demokratičnost družbe se kaže prav v odprtosti javnega prostora. In še, da je bilo veliko danosti, ki jih imamo kot narod in posamezniki, zaradi ozkosti in sebičnosti neizkoriščeno. Po prazniku slovenske državnosti, ki nas spominja na največji trenutek v slovenski zgodovini, bi se morali kot skupnost zavedati, da večjega napredka v naši državi ne more biti, če prej na avtentični podlagi ne uredimo našega razmerja do preteklosti in naše zasebne interese ne uskladimo s prizadevanjem za skupno dobro. Kulturni program pohoda po Aleji Slovenija do Plečnikove oziroma Hafnerjeve kapelice na Bonovcu, kjer je bila maša za domovino, je z domovinskimi pesmimi med drugim sooblikoval moški pevski zbor župnije Preska pod vodstvom Marka Jankovca. Namerno ali pač ne, Stanko Okoliš v tem pregledu pomembnih dogodkov in obletnic ni niti z besedo omenil obdobje narodno-osvobodilnega boja. Omenimo le eno obletnico, ki je povezana posredno tudi z medvoškimi partizanskimi tiskarnami po natis Prešernove Zdravljice leta 1944, kar je bil menda najlepši tisk med drugo svetovno vojno v Evropi in lep primer ohranjanja slovenskega jezika. 30 let je tudi naša himna. Stalnica pa je še ena prireditev. Prav na dan državnosti nas v turističnem društvu Žlebe Marjeta povabijo na pohod po poteh roparskih vitezov. Letošnji je bil res ponovno več kot odlično obiskan, več o njem pa v prihodnji oddaji.
Ni nenavadno, da se je novo šolsko športno igrišče ob osnovni šoli Medvode slavnostno predalo namenu ta ponedeljek na zadnji šolski dan, saj bo tako kot grbinasti poligon manjše otroško igrišče in naprave za ulično vadbo namenjeno vsem občanom, ne le učencem. Apel vseh govornikov ob slovesnem odprtju pa je bil: pridno uporabljajte in pazite na skupno lastnino. Celotni projekt, ki vključuje 2 fazi, je vreden okoli 300 000 evrov. Pa gremo leto dni nazaj, ko smo z Borutom Gombošijem, zadolženim za izvedbo projekta Šolsko športno igrišče ob osnovni šoli Medvode, napovedali prvo fazo, izgradnjo šolskega športnega igrišča. Danes pa je tik pred zaključnimi deli še druga faza, lahko bi rekli celotnega športnega parka. Lansko jesen smo pričeli s prvo fazo, to je izgradnja tega atletskega poligona za večnamensko ploščadjo za nogomet, oziroma mali nogomet pa košarkarsko igrišče. To je bilo končano v mesecu oktober, vrednost tega projekta prve faze je bilo 214 000 evrov. Izvajalec je bil podjetje Eurograd s svojimi podizvajalci. Potem pa z novim letom je padla odločitev, da gremo v izvedbo druge faze. To je bila pa izgradnja pump tracka oziroma grbinastega poligona, preplastili smo košarkarsko igrišče z umetno maso, zgradilo se pa tudi otroško igrišče ter v teh dneh bo postavljen še street workout. Vrednost teh del za drugo fazo je ocenjeno bilo oziroma je že končno znesek znan 75 000 evrov. Tako da generalno obe dve fazi sta vrednost investicije bilo 300 000 evrov. Ni nenavadno, da se je novo šolsko športno igrišče, na katerega so učenci in učitelji osnovne šole Medvode čakali od leta 2005, uradno in slovesno odprlo zadnji šolski dan, saj je oziroma bo, tako kot grbinasti poligon, otroško igrišče in naprave za ulično vadbo v neposredni bližini namenjeno prav vsem občanom. Veseli smo, da pravzaprav z nami lahko to igrišče delijo tudi ostali občani občine Medvode. Zjutraj, ko pridem v šolo, vidim že jutranje rekreativce, kako veselo tekajo, opravijo svoj jutranji obred. Potem naši mladi učenci, nadobudni, ki pridejo v jutranje varstvo, imajo seveda sedaj jutranje varstvo najraje kar zunaj na tem lepem igrišču. Tekom dneva lahko ves čas izkoriščamo vse te proge, te športne površine, da ne omenjam potem še na koncu dneva, v popoldanskem času, pa tudi pozno v večerne ure, kako vidimo mlade družine, kako vidimo mladino, malo manj mlade tudi, kako pridajo in izkoristijo vse dane možnosti našega novega športnega igrišča. Za prvo fazo projekta je občini Medvode uspelo pridobiti tudi sredstva na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini nekaj manj kot 43 000 evrov. V kraju, v okolju se lahko izvaja športna vzgoja samo takrat, kadar imamo bazo, torej imamo športnike, takrat, kadar imamo visoko strokovno usposobljene strokovne kadre, torej tudi športne pedagoge in trenerje, in takrat, kadar imamo kvalitetno športno infrastrukturo. Veste, ni povsod po Sloveniji navada, da ima občina, seveda, ki jo vodi župan, glava, tolikšen posluh za to, da se zavedajo, kako pomembna je športna infrastruktura. Urejena je bila 3-stezna 200-metrska atletska steza, steza za tek na 60 metrov in skok v daljino. Znotraj tekaškega kroga je na novo zgrajeno igrišče za mali nogomet, košarko, odbojko ali igro med 2 ognjema, ter prostor za met kroglice ali tako imenovanega žvižgača. Nameščena je tudi urbana oprema, celotno igrišče pa ograjeno. Uradno in slovesno odprtje šolskega športnega igrišča je sledilo takoj po štafetnem teku, po prvi in doslej edini atletski stezi s podlago iz tartanov v naši občini. Preizkusili ste prvi tartan v naši občini. Kakšen je občutek? Ja, super, veliko boljši kot po betonu ali pa po asfaltu, tako da dejansko so to športne površine, ki jih potrebujemo. Po obnovi in nadgradnji šolskih športnih igrišč ob osnovni šoli Smlednik in Pirniče je to ob osnovni šoli Medvode tretji tovrstni športno-rekreativni objekt.
Ja, da gre za prvo res investicijo, ki je bila izvedena iz ničle, ne? Se pravi, ostale dva v Smledniku in Pirničah sta bila zgolj obnovljena, dograjena, nadgrajena. Tukaj gre pa res za en objekt, ki je nastal iz nule. Da je lahko bil umeščen v prostor, je bilo potrebno nekaj korakov. Prvi je bil torej prestavitev daljnovoda pred nekaj leti, potem so bila vsa arheološka izkopavanja, to je bilo tisto, ko so se ljudje spraševali, kaj toliko lukenj tukaj, in šele potem smo lahko začeli razmišljati o tem, kako objekt umestiti. Vesel sem, da nam je uspelo umestiti 200-metrsko tartansko stezo in pa seveda tudi vse ostalo, kar je. Tako da mislim, da s tem korakom, ne samo tako, kot je bilo rečeno v nagovoru gospe ravnateljice, da se izpolnjuje ena dolgoletna želja šole, pa tudi ljudi, ki živijo v tem koncu Medvod, ampak gre za to, da smo dobili en športen objekt, ki bo v največji možni meri služil svojemu namenu. Še to bi poudaril, res apeliramo na ljudi, naj ga uporabljajo vestno. Športni park je naš, ko ga poškodujemo, ko ga uničujemo, gredo sredstva iz iste vreče, tako da se je potrebno to zavedati. Po drugi strani pa se mi zdi pomembno tudi to, da povemo, da bo samo igrišče ves čas odprto, da ne bo pod nadzorom videokamer in tako zato, ker pač verjamemo, da smo še sposobni kot skupnost tega, da se zavedamo, da tisto, kar je naše, da je na tisto posebej potrebno paziti. Na Šentjanževo, torej 23. junija, marsikje obudijo staro navado kurjenja kresov, ki je imelo in ima različne pomene. Vsi pa izhajajo iz najstarejšega magičnega odnosa človeka do narave. Veljalo je, da ima kresna noč čudežno moč, ko je moč najti zaklad, izvedeti prihodnost in celo slišati in razumeti govorico živali. To je noč, ko imajo največjo moč čarovnice, vile in škratje. Prav ta bajeslovna bitja in dva najpomembnejša elementa kresne noči, ogenj in vodo, so povezali v prijetno kresovanje na straži. Že v petek, torej na prvi poletni dan, ko je dejansko dan najdaljši v letu, noč pa najkrajša, so prastari ljudski praznik kresne noči obujali ob toplem vrelcu na straži. Res da ne s klasičnim kresom, pa vendarle simbolom ognja in luči. V turističnem društvu Pirniče namreč vse od ustanovitve dalje poleg drugega oživljajo tudi stare ljudske običaje in šege in prirejajo razstave ter prireditve, kot je bila tudi tokratna. Poljudan sveta ugaša, migal šepetanje žiga živ. Vabilu so se odzvali pevci lovskega pevskega zbora iz Medvod, spremljevalci tudi, ko v turističnem društvu enkrat letno pripravijo pohod po pirniški učni poti, katere sestavni del je tudi topli vrelec straža, in učenci osnovne šole Pirniče pod vodstvom mentorice Karmen Rebol. Pridružila se jim je tudi pisateljica in zbiralka ljudskega izročila Dušica Kunaver, ki je zbranim predstavila pomen kresnih šeg, povezanih z ognjem. Kresovanje izvira iz poganskih časov, krščanstvo pa ga je, tako kot večina poganskih šeg in navad, prikrojila svojim potrebam. Naši davni predniki so bili pa del narave, so pa ukrepali. In ko decembra meseca sonce umira, ni držal križem rok. Ja, pejt pomagati, kako bo soncu pomagal, da ne bo umiralo? Stari svarok, sončno božanstvo, pejt na en visok hrib pa zakuri kres. In bo svetlobo in toploto ognja pomagal, da staro sonce zdrži toliko časa, da se rodi mlado sonce, mladi Svarožič, mladi Bogec, mladi Božič, pa smo že v krščanskem imenoslovju. Knjižničarka Tatjana Marič je ob tej priložnosti prebrala pravljico o kresni noči, ki jo je prav za to priložnost napisala članica turističnega društva Pirniče. Likovna sekcija Huda Pirniče pa razstavila slike, ki so nastale kot ilustracije za to pravljico. Še posebej na kresno noč ima voda ob izviru čudežno moč, saj takrat pozdravi vse tegobe in težave tega sveta. Vila poskrbi, da se imajo ljudje, ki pijejo to vodo, radi in spoštujejo drug drugega. Bila, bila lilija, krogu pleše deklica.
Turističnemu društvu Pirniče so tudi tokrat ponovno priskočili na pomoč gasilci in jih opremili s klopmi in mizami in umirili promet v okolici. Po prireditvi pa so bili obiskovalci povabljeni na flancate in poseben kresno-nočni golaž. Ta je bil menda še posebej dober, saj so ga prav za to priložnost pripravile Vile Straže. Kot videno, na straži so dileme, ki se odpirajo ob kurjenju krasov in birokraciji povezani z njim ob pridobivanju dovoljenj za tovrstno druženje krajanov ob ognju, rešili s prižigom bakel. Prižig kresa, prav na kresno noč, pa ima svojo dolgo tradicijo v Hrašah. Brez tega pač ne gre. Menda več kot 20krat ste se že zbrali na temle prizorišču ob taki priložnosti. Kar dobršen zalogaj je takole priprava takega krasovanja najbrž. Ja, res je, v Hrašah smo zelo povezani, nas je okrog 20, ki smo zelo vneti in se veselimo vsako leto, da pride ta čas pri pripravljanju kresa. Prve so papirji, ki se pripravljajo in je pol še treba dodatno urejati, pol pa les je treba pripraviti, že takrat se zberemo, da gremo v gozd in pač da ga nažagamo, privlečemo, pol spet malo prekinemo in pol pa zadnje dneve, da ga razžagamo in sestavimo in moram poudariti, da se vsako leto slikamo pred kresom in imamo potrdilo, da smo res to mi naredili. S kresovi so hoteli ljudje sonce počastiti in mu z ognjem pomagati, da ne bi omagalo. Praznovanje torej izvira še iz poganskih časov, krščanstvo pa ga je, kot smo že rekli, prikrojilo svojim potrebam. Na kresno noč, polovico leta pred rojstvom Jezusa, naj bi se namreč rodil Janez Krstnik. Zdi se mi prav, da stvari, ki so toliko stoletij hranile naše prednike, ne pustimo v pozabo, ampak da se jih spominjamo, da jih poskušamo katero obuditi. Za to priložnost je zbrala številne pregovore, šege in običaje povezane s kresno nočjo. Mogoče pregovor tale, ki je meni zanimiv, o kresu je tako dolg dan, da če bi zjutraj kravo vodil, ima zvečer tele. Tako, mal zanimiv, hudomušen. Kar se pa običajev tiče, pa tisto, kar je pa res poleg kresa živelo tudi in še živi tudi v našem kraju, pa je polaganje praproti, nekateri na okenske police, nekateri kar na tla. Praprot, pa tudi kresnice, včasih jih je bilo več, da jih je težko dobiti, ampak pripravljanje posteljice Janezu Krstniku, da bo imel kje ležati. Samemu druženju so dodali tudi kratek kulturni program. Med drugim je zapel Smleški žarek, na harmoniko zaigral Aljoša Šter, zapela in zaigrala pa je tudi skupina Ropotavčki iz Društva upokojencev Vodice. Lani smo v ta program povabili Žabice, za drugo leto se pa še ne ve. Ja, hočemo pa dati tudi to kulturno noto temu našemu prazniku, obujati tradicijo, običaje. Za druženje in zabavo pa je v nadaljevanju poskrbela še skupina Taktik. Včasih je bilo to praznik, ki so ga res spoštovali, zdaj pa mlajša generacija skoraj ne ve, kaj je to in jaz mislim, da ta dan, ki mi to delamo, povemo tiste zadeve, ki so res resnične in ki so včasih bile res en dan, ki je bil, ki so ga res ljudje spoštovali. Ste dali za kakšno mašo, zato da ne bo ponovno dež? Ja, to pa res. Molimo, vsak za sebe mol, in mislim, da letos je ta molitev res pomagala. Na kresni večer in noč pa se je dogajalo in kresovalo tudi v delavnicah skupnosti Barka. Skupaj z društvom Sorško polje so nam med drugim predstavili skupnostni vrt in običaje na kresno noč. Več o tem, tudi kako se znebiti polže v vrtu, pa v prihodnji oddaji. Kot rečeno, kulturni program letošnje občinske proslave ob dnevu državnosti z naslovom Čaša opojnosti je bila posvečena spominu na Otona Župančiča, po katerem nosi Sorško kulturno društvo tudi ime. Oton Župančič in njegova dela pa je bila tudi tema letošnjega 25. jubilejnega likovnega ekstempora.
Njegovo zaključno dejanje, odprtje razstave in podelitev priznanj ter nagrad je sledilo takoj po občinski proslavi v novi galeriji Sora. Ta bo slovesno predana v uporabo sicer šele oktobra, ko se bo v Sori slovesno praznovalo 70 let društva. Podelitev nagrad in slavnostno odprtje 25. jubilejnega likovnega ekstempora v Sori je bilo, kot so zapisali v vabilu, v dolgo pričakovani novi galeriji Sora. Novo je to, da ni bilo, da smo imeli laks za obešanje slik, da smo imeli sponke, ki ni treba, pred smo tam v onem prostoru smo imeli vse na žicah, pa kleše, pa tako. To se pravi, vsa priprava za obešanje slik je na novo postavljena in to je taka, ki mora biti. Danes smo v novem ambientu, boste kaj pogrešali starega? Ne, upam, da se bo klima iz starega, tisto vzdušje, tisto razpoloženje in tista energija preselila tudi v tega novega. Ta nov pa v smislu galerijskega prostora ima vse, kar mora imeti. Ima čudovite stene, odlično razsvetljavo, torej kar kliče likovna dela, da stopijo v njegov objem. Tema letošnjega likovnega ekstempora je bila torej Oton Župančič in njegova dela. Ja, ko smo imeli sejo, smo se pogovarjali, kakšno temo bomo določili za letošnjo naše praznovanje. In to temo je izbral naš Boti Boštjan. Je rekel, zakaj pa ne bi imeli, če imamo že Župančiča 70 let v svoji sredini, zakaj pa ne bi še enkrat njegova dela predstavili. In tako je prišla ta tema Oton Župančič in njegova dela. Danes je bila tudi proslava nekako posvečena Otonu Župančiču. Kako blizu vam je Oton Župančič? Ja, Oton Župančič, mislim, toliko blizu, zato tudi nosimo ime po njim. Tako da res 70 let je od njegove smrti in že takrat, ko so se pogovarjali, ko so društvo ustanavljali, po kom bi dali ime. So rekli, Župančič je ta let umrl, pa naj bo Župančič. In zato ga že 70 let slavimo. Vabilu k sodelovanju se je letos odzvalo 30 slikarjev, akademskih in ljubiteljskih, ter na ogled in v presojo dalo 37 likovnih del. Svoje delo na temo z naslovom Metulje je razstavila tudi gostja iz francoskega kraja Izabela Medina. Izbor pohvaljenih in nagrajenih likovnih del je tudi tokrat opravila tričlanska komisija, poleg Franca Plešca še akademska slikarka Maja Černe in zadnja leta stalnica sorškega likovnega ekstempora, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Marija Štibil-Šajn. Ja, mislim, da je bila res zelo blizu, ker je bila določena, ampak hkrati zelo odprta. Na vse zadnje je tudi preko Župančičeve poezije segla v našo mladost, v naše otroštvo, morda prebudila neke spomine, nostalgije. Skratka, nešteto možnosti za iskanje povsem lastnih motivov znotraj predpisane teme. Če bi vi morali ilustrirati kakšno izmed njegovih del, za katero bi se odločili? Ja, najbrž bi se res spomnila na tisto porumenelo, oguljeno, staro knjigo Mehurčki in verjetno bi v njej res našla marsikatero inspiracijo. Tretjo nagrado v višini 250 € je letos prejel Jože Sušnik za delo v maniri naivnega slikarstva z naslovom Kvartopirci. Drugo nagrado v višini 350 € je za delo Zeleni Juri prejela Reska Arneš in prvo nagrado v višini 450 € za delo Poznani predlogi z naslovom Župančič bere uganke Lojze Trfila. Ja, v bistvu gre za povsem prepoznavne interpretacije, ki nekje daleč spadajo v okvire realizma. Gre za jasne slikarske upodobitve, ki gravitirajo torej v realističnem slogu, ampak od tu se potem
nadaljujejo tiste avtorske interpretacije, ki predstavljajo karakter vsakega posameznega ustvarjalca. Pohvale pa so letos prejeli Klavdija Špenko za delo Zgodbe mehurčki, Aleš Koman za delo Portret, Pavla Peranović za delo Ciciban je zaspan, Medvoščan in prav tako stari znanec sorškega ekstempora Mirko Mihovec za zanj razpoznavno delo Ciciban Cicikdaj, Janez Avsec za akvarel Kozolec na Sorškem polju, ki se je delno oddaljil od razpisane teme, in nekdanji Medvoščan in vsakoletni udeleženec ekstempora v Sori Brane Praznik za akvarel Župančičeve breze. Slednja dva sta poleg Franca Ranta in Nine Meglič prejela tudi odkupno nagrado v višini 200 evrov. Ja, lahko rečemo pohval in odkupnih nagrad tukaj na Sorškem ekstemporu ste najbrž vajeni. Ste jih prešteli, koliko jih je? Ne, tudi se ne spomnim vseh. Sem pa vsakič seveda zadovoljen, ker je to priznanje delu, ne? Zato se tudi razstavljamo, zato tudi pokažemo svoje dela, da jih ljudje ocenijo, ne? Kako blizu vam je mogoče tokratna tema, ki je šla malo ven iz Sore, običajno smo se res vezali na Soro, posredno vendarle? Nekako posredno sem tudi sodeloval pri temi, ki je bila sprožena, tako da meni se zdi, da je prijetna in meni v dušo položena. Danes ste bili večkrat omenjeni tudi kot eden izmed tistih, ki ste v Soro pripeljali ekstempore. Se še spominjate, kako je bilo? Seveda se. Torej, šlo je za to, da smo v Dunitu že imeli ta ekstempore, vendar smo jih takrat hoteli tudi postaviti v kraj, v širši prostor. In takrat je bila kulturnica v Dunitu Jožica Jordan. Nekako smo se s kulturo ukvarjali tudi Lado Vidmar in jaz. In seveda ni bilo treba šteti do 3, je bil ekstempore v Sori, kajti Sorci so itak navdušenci in kar je kulturnega takoj primejo. Kot rečeno, bo Galerija Sora, projekt vreden slabega $500 000, uradno in slovesno odprt oktobra, ko bo kulturno društvo praznovalo 70 let delovanja. Tokratno dogajanje pa je bilo namenjeno torej prvenstveno Dnevu državnosti. Dan državnosti seveda pomeni veliko, kajti sem aktivni udeleženec osamosvojitvene vojne. Bil sem kar v številnih akcijah. Skratka, meni to leži na duši. Ste se kdaj vprašali, smo se za to borili? Sem. Velikokrat. V kakšnem primeru največkrat? Predolgo bi bilo, da bi vse naštel, kar imam za pripomniti, vendar resnično nismo takrat želeli tega, kar se je danes naredilo. Čeprav ne rečem, da je vse slabo, daleč tega. Sledi še nekaj športa. Med drugim so bile med vode tudi leteči cilj 3. etape kolesarske dirke po Sloveniji. Zbiljsko jezero pa je bilo prizorišče vseslovenskega supanja. Supanje ali deskanje z veslom je moderna športna deskarska disciplina in zelo priljubljena popoldanska dejavnost. V zadnjih nekaj letih pa tudi tekmovalen šport s široko razširjeno mrežo tekmovanj in vrsto disciplin. V slabih 10 letih je supanje postalo zelo popularno tudi v Sloveniji. Eno od prvih jezer, kjer so suparji našli svoj dom, je Zbiljsko jezero, na katerem tudi redno potekajo tekmovanja v supanju. V soboto je bila v Zbiljah prva tekma letošnjega slovenskega sup pokala, ki ga je organiziralo domače društvo Tiki Tim. Tekma je bila navkljub slabemu vremenu kar dobro obiskana, saj je prišlo tekmovati 24 tekmovalcev in tekmovalk. Vreme je tudi krojilo časovnico tekmovanja, saj so organizatorji zaradi nevihtne napovedi tekmovanja izvedli v hitrem zaporedu med posameznimi panogami. Zadnje tekme so tako potekale v izjemnih meglicah nad jezerom, ki so skoraj onemogočale normalno tekmovanje.
Tekmovalci so tokrat tekmovali v duhu fair playa, kar pomeni, da so tekmovalcev niso poskušali poriniti v vodo, kar se je v prejšnjih letih velikokrat dogajalo v rekreativnih in fan kategorijah. In na koncu še nekaj rezultatov. V elitni moški konkurenci je zmagal Aljaž Pojžes iz subkluba pred Gregorjem Mohoričem iz Tiki Tima. V elitni ženski kategoriji pa sta slavili tekmovalki domačega Tiki Tima, Hana Pušljar pred Polono Pušljar. In še rezultat najmlajših kategorij. Med dečki je zmagal Val Begič iz Tiki Tima pred Luko Vernacijem iz subkluba. Pri deklicah pa Lejla Mohorič iz Tiki Tima pred Elo Šifrer Justin iz subkluba. V nedeljo se je končala 26. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji, ki je ponovno zavila tudi v našo občino. V tretji 170 km dolgi etapi od Žalca do Idrije, ki je potekala v petek 21. junija, smo tako že drugo leto zapored lahko spremljali leteči cilj v centru Medvod. Prva je v Medvode prikolesarila ubežna skupina kolesarjev z več kot 7-minutno prednostjo pred glavnino, leteči cilj pa je osvojil Avstralec Benjamin Hill. Kolesarska karavana je v občino Medvode prikolesarila iz smeri Vodic, skozi Hraše, Smlednik in Zbilje, v Medvode ter nato čez Goričane, Rakovnik in Soro naprej proti Škofji Loki. Ob poti pa je kolesarje ponovno spremljalo veliko število naših občanov, ki so s tem pokazali, da tudi Medvoščani z zanimanjem spremljamo to največjo kolesarsko preizkušnjo pri nas. Tretja etapa dirke po Sloveniji je postavila tudi nov mejnik, na njej so namreč kolesarji prevozili 20 000 km dirke. Statistika se beleži od prve izvedbe dirke, ki je bila na sporedu leta 1993. Zmagovalec tretje etape in na koncu tudi 26. dirke po Sloveniji pa je že drugič doslej postal Italijan Diego Ulissi. V tem tednu je bilo na področju prometa bolj mirno, vlomilci pa so vdrli v gostinski objekt v Smledniku, poskušali so vlomiti tudi v stanovanjsko hišo v Smledniku, v Pirničah pa so policisti obravnavali kaznivo dejanje prikrivanja s strani znane osebe. Zoper to osebo bo podana kazenska ovadba. V Medvodah so policisti obravnavali ugriz psa. Lastnik bo prejel plačilni nalog zaradi kršitve po zakonu o zaščiti živali. V teh poletnih dneh še posebej glasno opozarjamo, da pazite na svoje premoženje, saj so vlomilci in tatovi zelo pozorni na to, kdaj in kdo je doma in s pridom izkoristijo vsako vašo nepazljivost. V prvem tednu julija bodo policisti poostreno nadzirali voznike enoslednih motornih vozil. Več informacij o delu policistov Policijske uprave Ljubljana pa dobite na njihovi Facebook strani. Poklikajte tudi na YouTube in si poglejte posnetek, ki ga je pripravil Zavod Varna pot z naslovom Vizija nič. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten poleten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjega četrtka. Lep pozdrav.